Civilne iniciative pravzaprav ne samo, da opozarjajo, ampak svarijo, da se za sporazumi CETA, TTIP in TISA skriva državni udar korporacij na države in na njihovo suverenost. Na milijone ljudi odločno protestira proti sporazumom. Se kot poslanec čutite dolžnega, da ukrepate oziroma kako ste ukrepali do sedaj? Tudi sam vse skozi opozarjam na moč multinacionalk in pa to, da lahko govorimo o državi korporacij, ne pa o državi nacij. In omejiti moč multinacionalk je vse skozi moj temeljni cilj. Če pogledate zadnji dve moji knjigi, ki sem jih izdal v Združenih državah Amerike, pa del članka tudi v Sloveniji, opozarja na to, da so multinacionalke premočne in da je treba ta njihov vpliv omejiti, še posebej zato, ker gre za socialno državo in te sporazumi omejujejo socialno državo, so zelo nevarni za ekologijo in so zelo nevarni za zdravje ljudi. Če pogledate stališča ministrstva, ki ga vodim in tudi stranke, vidite, da zlasti do TTIP-ja smo izrazito previdni. Tudi smo opozorili, kje vse je tista rdeča točka, ki je enostavno Slovenija, pa tudi Evropa ne sme pristopiti, če hočemo, da je tovrstni sporazum v korist državljanov in držav, ne pa v korist korporacij. Korporacije sledijo sicer nekemu svojemu korporativnemu interesu, ampak države pa moramo slediti v interesu države, državljanov, standardov, v katerih živimo in to je to. Ja, okay. Ampak lahko samo še eno vprašanje. Kaj je pravzaprav strategija Slovenije? Slovenski kmetovalci že sedaj bijejo bitko s totalno nelojalno konkurenčnostjo. Zdaj, kar se tega tiče, najbolj pomemben je to, kar tudi naša vlada zagovarja v teh in minister Počivalšek v teh pogajanjih, oziroma ko se ministri skupaj dobijo, to je to, da pač ne pristajamo na arbitražno sodišče, se pravi ICS, ker ravno skozi tisto se izgubi največji del te suverenosti države napram multinacionalke, ki so kapitalsko v primerjavi recimo z našo državo premočne. Pa pomembno je pač, da ne pristanemo, to zares ne pristanemo pri znižanju standardov, ko se tiče hrane, ker je meni osebno zelo pomembno, in pa da Evropa ostane tam, kjer je, glede na to, da je vodilna v zaščiti potrošnikov, torej da ostanemo na tem, da imamo previdnostna načela in da ni obratno, da se mi kot država dokazujemo, da je nekaj narobe oziroma da je nekaj strupeno. Na to mislim, da ne smemo nikoli pisati, tudi ne bomo, tudi stališče. Zagotovo imajo neverjetni interes in seveda prideti z svojimi pravili igre, predvsem govorimo o Američanih, ki imajo tukaj največji interes v vse tiste pore dogovorov, ki danes regulirajo vsa ta področja. Slovenska vlada je v svojem sporočilu za javnost naštela 20 razlogov, zaradi katerih je zelo jasno zadržana, da bi podprla takšen sporazum. In dokler ne bo vseh 20 vprašanj razčiščenih, se nimamo kaj o tem pogovarjati. Vsi vemo, da ta trgovinski sporazum je takšen danes, kakršen je. Ne vemo pa, kakšen bo na koncu. Sam osebno sem prvič zelo nesrečen, kadar se pogovarjamo o sporazumu, ki se dogovarja za zaprtimi vrati, ker se na drugi strani, kadar se pogovarjamo za zaprti vrati, vedno pojavljajo ugibanja in različne interpretacije. In hvala Bogu, predvsem v sporazumu, če se bi pa le najdel kakšen norc, da bi podprl takšen sporazum, ki ne bi ustrezal Sloveniji, ker tukaj je treba najprej braniti interese Republike Slovenije, je pa še vedno samo odločba tista, ki lahko izpodbija kakršnakoli odločitev, kakšne nore vlade, ki bi sprejela nore odločitve. Ja, do sedaj sem jaz vedno, ko smo imeli sejo odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, glasoval torej proti. In če se spomnite, lansko leto decembra je imel odbor za gospodarstvo in odbor za kmetijstvo sta imela sejo v Gornji Radgoni, na katerem je bilo prvo in osnovno izhodišče in stališče obeh odborov, da so poslanci državnega zbora teh dveh odborov proti takojšnjemu sporazumu TTIP. Izhajali smo seveda mi, torej saj jaz kot član odbora za kmetijstvo sem izhajal iz stališča odnosa do kmetijske politike. Kmetijska politika v Evropi je relativno na visokem nivoju, torej pridelovane prehrane na zelo visokem nivoju, neprimerno višjem kot je ameriška in seveda s tem proizvodnja je dražja, ampak je pa seveda bolj zdravo. Mi seveda na tem stališču ves čas in ne vidim nobenega razloga. Res pa je, da evropski poslanci, tudi naši seveda, predvsem z desne provenience, stalno glasujejo za nadaljevanje pogovorov in so celo za ta sporazum.
To seveda jaz tega ne razumem, moram reči, ker njihovi poslanci v odboru za kmetijstvo so absolutno proti, ne. Ampak dejstvo je, da se to razvija. Problem tega sporazuma je tudi to, da nekateri trdijo, da se lahko zgodi, da bo evropski poslanci izglasovali za, potem pa mi lahko samo ratificiramo ali pa ne ratificiramo, ampak takrat je stvar že pase. Mi seveda, torej, kar se mene tiče, bom proti in jaz več kot toliko in seveda tudi poslanska skupina Desus smo zaenkrat proti in več kot toliko ne moremo narediti. Če 90 poslancev ne ratificira sporazuma, potem Slovenija v to ne bo vključena? Ali? Poglejte, to pa ne vem, ker pravim, da ta postopek je pa še nejasen. In mislim, da bo na tej točki postopka tudi bojo še spori, predno bo sprejeto. Pomembno pa je, da v tem trenutku, torej letos, sigurno ta sporazum ne bo sprejet, pogovori pa seveda okoli tega, kako in kaj bojo pa še nekaj časa potekali. Poglejte, najna poslanska skupina je prešipka, da bi tu lahko neke tektonske, ampak korenite spremembe, ali kakršnekoli stališča pač izpeljala. Jaz osebno imam tudi veliko vprašanje v zvezi s tem, tako da sploh še nimam vsega izoblikovanja dokončnega mnenja o tem, kako bom glasoval, ampak najverjetneje ne bom tega podprl. Čutim se dolžnega, da sprejemam tiste zakone, ki so v korist državljanov in državljank te države. Moje osebno stališče je, da je pri sprejemanju tako imenovanega TTIP-ja potrebno biti zelo, zelo previden in dokler ne bodo razčiščeni tiste najmanjše ali pa največje, kakorkoli hočete, tančice suma takšnega sporazuma, jaz ne bom podprl. Nisem eden izmed tistih, ki bi prekinili nadaljna pogajanja, nadaljno pogovarjanje o teh zadevah, ampak če ne bo razčiščeno, da je to 100% v interesu državljank in državljanov Republike Slovenije, ne bom dal glasa za tak sporazum. To vam lahko verjamem. V vseh dosedanjih razpravah, ki sem jih imel na to temo v državnem zboru, sem opozarjal na škodljivost tega trgovinskega sporazuma. Uničujoče posledice so na področju kmetijstva, ki zagotovo ne bo imelo možnosti uspešno zagotavljati obstoj tako posameznih družinskih kmetij, kot tudi drugih podjetij. In to sem vedno dosledno in jasno povedal tudi pri razpravah, ki smo jih imeli na matičnem odboru za kmetijstvo. Podobno velja tudi za področje gospodarstva. Na vseh dosedanjih razpravah sem opozarjal na škodljivost tega sporazuma in tudi pričakujem, kolikor bi slučajno tudi v Evropskem parlamentu šel ta postopek skozi, da se ljudje o tem odločajo na referendumu. Razpravljali smo o tem na odboru za kmetijstvo, katerega član sem, in menim, da še tako naše kmetijstvo ni konkurenčno evropskemu kmetijstvu, da smo že tukaj, ker imamo skupno evropsko kmetijsko politiko, hendikepirani. Z tem trgovinskim sporazumom z Ameriko pa bo to nevarno še bistveno večje, ker bo približno evropsko kmetijstvo v taki situaciji, kot je sedaj naše, napram evropskemu. Tako da nič dobro se nam ne piše. Jaz sam sem mnenja, da bi morali kmetijstvo izločiti iz tega trgovinskega sporazuma, namreč ker gre za pridelavo hrane, kjer moramo mi povečati samooskrbo, da bomo suvereni in ne smemo dovoliti, da bomo opustili naše kmetovanje in predvsem odvisni od hrane iz uvoza, ker se nikoli ne ve, kdaj nam bo to prav prišlo. Zaradi tega se zelo bojim tega sporazuma zaradi kmetijstva predvsem. Čeprav pa gospodarstvo verjetno vidi tukaj določene priložnosti, vprašanje pa, če ne bo stalo samo pri priložnosti. Predvsem se čutim dolžnega, da ukrepam kot predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sam osebno verjamem, da takšen sporazum, o katerem se sedaj govori, brez nekih pomembnih sprememb pomeni uničenje slovenskega kmetijstva, gozdarstva in pa tudi celotne prehranske verige. Skratka, na kratko, takšen TTIP, kot je sedaj v obravnavi, je poguben za slovensko kmetijstvo in takšnega absolutno ne morem podpreti. Jaz mislim, da slovenski državljani morajo imeti pravico soodločiti oziroma vsaj imeti na izbiro ali vzeti ali pustiti ob strani ta sporazum. Tudi sam predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Miro Cerar, je rekel, da bo državljanom dana možnost odločanja o tem, ali potrditi ta sporazum in ne. In jaz upam, da
predsednik vlade drži svojo besedo. S kakšnim razlogom bi Slovenija še vedno sodelovala v teh pogajanjih, če raziskave kažejo in to priznanih ekonomistov, da od sporazumov Slovenija konkretno ne bo imela nič, kvečemu negativne posledice na gospodarstvo. Kaj je potem še razlog, da sodelujemo v teh pogajanjih? Razlog sodelovanja je lahko, da pridobimo informacije, kaj se s temi sporazumi dogaja in da vidimo, kako razmišljajo druge države. Skozi pa moramo izpostavljati preko svojih predstavnikov, žal je to le v posamezni primeri tudi v Evropskem parlamentu, kaj si mi želimo in kateri so naši problemi. Slovenija ne sodeluje v pogajanjih, ker smo dali ta mandat za pogajanje Evropske komisiji po Lizbonski pogodbi. To morate vedeti, s tem, ko smo Lizbonsko pogodbo podpisali, smo se delu suverenosti na ta način odrekli. In to je to, da se komisija za vse evropske države Evropske unije pač pogaja. In tukaj ne gre tako, da zdaj naš minister sedi napram ameriškemu ministru in tako naprej. Ne vem potem zakaj, vendar se bojim, da smo tako majhni in nepomembni pri teh odločitvah, da se bomo morali pokoriti pač volji večjih evropskih držav. Ja, resnično, sodelovanje v teh pogajanjih, koliko gre za škodljive posledice na področju gospodarstva, tudi ne nazadnje zaradi statusa in preživetja ljudi, izgube suverenosti države, je nesmiselno, tako da pričakujem, da bo tudi prej sprejeta ta odločitev in se Slovenija umika iz teh pogajanj. Tam so mnenja sicer različna, ampak poudarjam, na kmetijskem področju je to definitivno, za kmetijsko področje je to definitivno slab sporazum in je nesprejemljiv sporazum. Torej, različne študije sem slišal na to temo, od tega, da se v bistvu za nas nič ne bo spremenilo, čemu ne verjamem, od tega, da je to koristno za nas. Jaz želim, da imajo vse državljanke in državljani korist od tega sporazuma in dokler ne bodo odpravljeni kakršnekoli tančice suma, ne bom podprl takšnega sporazuma, takšnega kompromisa. Je pa res, to pa seveda moram povedati, da v tem trenutku nisem eden izmed tistih, ki bi zadeve pretrgali. Želim si, da bi prišlo do nekega sodelovanja med državami na tej strani in drugi strani Atlantika, ampak v enakopravnem položaju. Dobro, pa kaj je strategija Slovenije? Tu se pogajamo, da se liberalizira trg velikim podjetjem, tujim podjetjem, multinacionalkam. Domač trg pa je pravzaprav zadušen z neživljenjskimi birokratskimi zahtevami. Zakaj se potem najprej ne liberalizira trga za domače proizvajalce na domačem trgu? Mi že zdaj, neodvisno od tega, tečejo pogajanja, mi za naše gospodarstvo skrbimo in te birokratske ovire vsakodnevno odstranimo, kjer se le da, je pa to seveda proces, ker moraš paziti, da s tem, ko nekaj umakneš z repom, ne podreš drugih stvari in narediš še večjo škodo. Tako da to, kar ste rekli, to se absolutno strinjam in to ta vlada tudi dela. Birokratske ovire vsak dan zmanjšujemo. Prostotrgovinski sporazumi, zdaj To civilne... je pa tudi za ministra za gospodarstvo, niste to moje področje. Če lahko prosim, ker ima svoje mnenje o tem minister za gospodarstvo, ki ga posreduje tudi na Evropsko unijo, ker on je tam predstavnik naš prav tudi za ta sporazum, če lahko njega vprašate, ker to področje je njegovo. Prav.